Govorimo o predsedniku Trumpu. Zdaj ga tožijo v ZDA. Okrožno sodišče v New Yorku, tokrat zaradi naročniške storitve, ki zaračunava do $100,000 na mesec za zgodnji dostop do njegovih objav na Truth Social, kar je sprožilo obtožbe o korupciji. Tožniki sta Intercept in Freedom of Press Foundation proti Trumpu, dvema njegovima pomočnikoma, enemu vodilnemu uslužbencu ter izvršnemu uradu predsednika. Trdijo, da sta predsednik Trump in največji delničar njegovega podjetja z vloženim $1 milijardom osebno pridobiva s prodajo privilegiranega dostopa do informacij na platformi Truth Social. Predsednik sam ni komentiral, vendar se nam iz Oregona pridružuje Dean Baker, višji ugledni sodelavec v Centru za ekonomske in politične raziskave, da bi o tem povedal več. Hvala, ker ste z nami. Hvala, da ste me povabili. Torej, ali je to plačilo za zgodnji dostop odziv? Po poročilih naj bi šlo za ogromne izgube. In zato? Ne vem, kako so prišli na to idejo, ampak res je neverjetno. Mislim, to je tako očitno nezakonita, preprosto, neverjetna, osupljiva korupcija. Noben drug predsednik si ne bi nikoli zamislil česa takega. To bi bilo, kot če bi izvršni direktor Appla kot stransko ponudbo prodajal naprejšnje informacije o Applovih dobičkovnih poročilih. To je notranje trgovanje, povsem očitno. Nezakonito, saj veš. Zakaj se mu to lahko izide brez posledic? Je zato, ker njegovo ministrstvo za pravosodje dela zanj. Ampak to niti približno ni. Ja, mislim, da ti sploh ni treba vedeti o borzi, da bi vedel. Mislim, res veliko, kot si rekla, zelo podobno insajderskemu trgovanju. In vemo za škandal, ki se je zgodil, veš, v 80-ih letih zaradi tega. Ali lahko SEC kako ukrepa ali kaj podobnega? No, bilo bi, če bi imeli normalno SEC, Komisijo za vrednostne papirje in borzo, enako velja za ministrstvo za pravosodje. Mislim, to bi bil neovrgljiv primer. Vsa dejstva so znana. Ampak spet, SEC ne bo preganjal Donalda Trumpa ali kogarkoli, ki je povezan z njim. Ministrstvo za pravosodje, to vemo, mislim, to je postala farsa, nikoli še nismo videli česa takega. Zdaj, trgovci, predvidevam, se tega zavedajo, torej morajo prevzeti tveganje. Trump ne bo večno predsednik, vsaj to lahko predvidevamo. Tako bodo odgovorni za morebitne prihodne postopke Komisije za vrednostne papirje in borzo ter Ministrstva za pravosodje, pa tudi za civilne tožbe. Tako si moram predstavljati, da vsak, ki je pripravljen plačati, veste, $1,2 milijona na leto, zato pričakuje, da bo s svojimi posli zaslužil ogromno denarja. Saj bo morda moral zapustiti državo, da bi se izognil zaporu. Tako je, točno tako. In za koga je ta storitev namenjena in zakaj? Koga sploh zanima ta informacija? Razen, če so vpletene finance. Torej, kaj potem? Vidimo to, Trumpovo objavo na Truth Social 5 dni pred drugimi ljudmi. Ja, to je zelo jasno trženo velikim vlagateljem, visokofrekvenčnim trgovcem, nekomu, ki lahko dobi informacijo in gre trgovati nekaj minut pred vsemi ostalimi. Torej, tem je to namenjeno, samo njim bi to sploh kaj pomenilo. Mislim, nekaterim bi bilo to morda všeč, to je smešno. Dobil sem njegove zapiske. 10 sekund ali minuto ali karkoli je že ta časovni okvir pred vsemi ostalimi. Ja. Ampak zato sem plačal veliko denarja. Veš, če bi ti vlagal milijone, desetine milijonov, kot jih morda te ljudje, bi se ti to izplačalo. In tiste ljudje, ki se naročajo na te storitve, predstavljam si, da imajo nekateri zgodovino ne ravno najboljših poslovnih praks. Ampak koliko so zares krivi v primerjavi s tem, da rečejo, no, to je bilo pač na voljo in mi za to plačujemo. Ne, popolnoma so krivi. To je trgovanje na podlagi notranjih informacij in oni to vero. In to je razlog, zakaj, veš, kdorkoli to počne, mora to početi z pričakovanjem, da ima izhodno strategijo, kar pomeni, da bo šel v državo, ki mu bo dala azil, ker je to tako očitno nezakonito. Lahko se izmažejo, dokler ima Trump nadzor nad Komisijo za vrednostne papirje in borzo ter Ministrstvom za pravosodje. Ampak spet, ne bo živel večno. Torej, ne bo večno predsednik, bi moral reči. In morajo biti pripravljeni soočiti se s pravnimi posledicami. Prav. In kar zadeva pravosodni sistem, dejstvo, da gre pred najvišje sodišče, vsaj za zdaj v New Yorku, misli, kaj lahko ugotovijo in kaj bi se lahko spremenilo, tudi če razsodijo proti predsedniku. No, to bo zanimivo. To se običajno obravnava na zveznem sodišču. Državne zakonodaje ne poznam dovolj dobro. Morda imajo možnost, da pridobijo odredbo, ki bi mu preprečila to početje in tudi tožijo za odškodnino, ker ljudje zaradi tega izgubljajo. Mislim, ljudje mislijo, da je trgovanje na podlagi notranjih informacij nekakšen zločin brez žrtev. Ne, jaz nisem zaslužil z mojim trgovanjem z delnicami. On je zaslužil, ali pa njegovi prijatelji. To je prav strošek za vse, ki imajo denar vložen v borzo. Resna zadeva.
Prav, najlepša hvala. Zdi se res čudno, da je kaj takega dovoljeno, tudi če nisi trgovec in ne razumeš trga. Preprosto No, ni. ni Preprosto dovoljeno, se bodimo ne zdi jasni. pošteno. Ne glede na to, ali poznaš pravne podrobnosti v zvezi s SEC ali ne. Ja, ne, to zagotovo ni v redu. Najlepša hvala. Hvala, Raymond, da ste me gostili.